Dobrodošli nazaj v našo družbo in čas je že za prve goste. Dva imamo tokrat, kajti rubrika Dobro z dobrim vedno postreže tudi z več kot enim dobrim gostom. In danes sta to Lenka Puh in Taj Klar, predstavljata pa krožno zgodbo Rastlinski naravni sladoled Čika. Zelo zanimivo. Dobrodošla oba v naši družbi. Ja, dober dan. Se pravi, rastlinski sladoled iz stročnic iz čičerike. To je še ena zanimiva krožna zgodba. Lenka, kako ste prišli do nje? Ja, na Fižolčkovi poti, projekt, ki ga izvaja zavod Vinetum, si želimo čim več sodelovanja med socialnimi podjetji in kmetijami. In seveda to sodelovanje smo želeli podpreti s konkretnimi inovativnimi rezultati. Se pravi, da pridejo ven konkretni produkti. Mi smo seveda zato iskali nekaj, kar bi bilo iz stročnic. Seveda, absolutno nismo uspeli takoj štartati vse na Fižol, ki je v bistvu stročnica, ki mi bolj poznamo kot čičerika. Ampak vseeno smo ugotovili, da v nekem globalnem dogajanju, evropskem pa dogajanju, je veliko znanstvenih inštitucij, raziskovalcev, ki raziskujejo vlogo stročnic v pridelavi in predelavi hrane. Tako da ta ideja, zakaj sladoled iz čičerike, ni bilo, da bi iskali prav produkt iz čičerike. Je pa res, da ko smo se mi pogovarjali za rubriko Dobro z dobrim, je vaš Luka napovedal tega našega skritega gosta današnjega, ker je v tisti špici govoril o veganskih ocvirkih. Ja, aha. Mi govorimo o rastlinski zabeli, zato ker pač pravimo, da je ocvirk pač samo iz prašiča, zabela je pa lahko tudi rastlinska. No, ker ta produkt je tudi že razvil Taj, kar pomeni, da smo mi nekako s temi inovativnim sopodjetnikom vedeli, da obstajajo že kreativci, ki vejo, kako razviti nek čist nov okus, čist nek nov pristop na neki obstoječi stvari, kar sladoled na koncu koncev je. Pa zdajle ste omenili tudi en izraz sopodjetnik, sopodjetništvo. Taj, vi ste sopodjetnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da se v bistvu obnašam, kot da bi imel že svoje podjetje, da se sprejemam svoje odločitve, seveda tudi v sklopu ostalih sodelavcev z Dobro z dobrim. V bistvu je neko učenje podjetništva v nekem varnem okolju. Tako nekako. Odlično. In od kod v bistvu ideja, ker v bistvu stročnice so zdrave in veliko se govori o tem, da je dobro, da čim več stročnic zaužijemo, ampak redko kdo povezuje stročnice z sladkimi jedmi. Ja. Bolj povezujemo to z glavno jedjo pa tako naprej. Tako. Zakaj pa je dobro, da se stročnice uporablja tudi v sladicah? Ja. Tukaj moram jaz večkrat obrniti se na eno zelo zanimivo informacijo. Naša zemljepisna širina Slovenije je ista oziroma zelo podobna, kot je japonska. Aha. In Japonci in Slovenci pridelujemo zelo podobno zelenjavo. In Japonci stročnice uporabljajo v sladicah, mi pa v enolončnicah. Tako da v bistvu neka logika je, da zdaj je globalni svet, da lahko mi se dogovorimo med sabo in malo pomešamo te recepte in tako naprej. In seveda to pomeni, da smo s tem stročnicam odprli tudi pot v sladico. Ne samo glavno jed ali predjed. In to je ena stvar. Druga stvar, ki mi zelo poudarjamo zaradi podnebnih sprememb, je to, da stročnice ne potrebujejo za hrambo zamrzovalnikov. Lahko jih celo zimo imaš pač v neki vreči, malo moraš več dlje časa pa namakati, preden skuhaš, ampak realno, če bi elektrike zmanjkalo, stročnico bi lahko prezimili celo zimo. Jabolka bi zgnila, krompir bi propadel, stročnica bi pa obstala. Tako da v bistvu to, da v bistvu razmišljamo, da se bomo prehranili kakovostno, z dovolj vseh tistih stvari, ki jih potrebuje naše telo, in ob tem manj vplivali na podnebne spremembe, je nekaj, kar povezuje stročnico, da je tudi preživela toliko stoletij, da se in seveda, kar je zelo pomembno, stročnice so ugodne tudi za zemljo, za strukturo zemlje, je ne izčrpavajo na isti način. Se pravi, je pa seveda po eni strani
veliko ročnega dela tudi, ne, pri stročnicah še vedno. Ne. Fižol se recimo v Sloveniji še vedno več ali manj na roko lušč. Kar je seveda nam... To je bilo zelo skupnostno opravilo, ne, včasih, Tako je, ne? tako. Fižola. Tako da mislim, da je tudi iz tega zornega kota to neka stvar, ki prinaša, ker ljudje brez dela, ne, kaj pa bomo delali? Če bojo roboti delali namesto nas v slabih pogojih, bomo pa mi luščali fižol ali pa čičeriko, ne. In to je seveda neki delo krepi človeka, ne, oziroma gospod Yunus, ki je naš vzgled v teh družbenih inovacijah, je rekel, kje si še videl kravo brez dela, ne. Človek je pa lahko na zavodu za zaposlovanje brez dela, ne. Tako da tle, bolj, ko bomo šli nazaj, ne, v tem smislu sodelovanja, povezovanja, dojemanja nekih stvari, bolj bomo učinkoviti tudi v smislu izboljšanja našega življenjskega prostora. In to sodelovanje, povezovanje je v bistvu tudi to sopodjetništvo je oblika tega. Taj, kako pa ne, ste vi sploh prišli na idejo, da boste ne, začeli to ustvarjati? Kaj v bistvu počnete sicer in kaj je vaša izobrazba? V bistvu študiram kineziologijo, končujem študij. Med študijem pa sem v bistvu delal v gostinstvu, ker sem vedno, ko sem bil majhen, sem rad pomagal v kuhinji. Starši smo veliko potovali tudi v kakšne bolj eksotične kraje, pa sem tam lahko probal različne jedi in je tam se to zanimanje razvilo. Tako sem pol, pač kot pravim, začel delati v kuhinji, ampak nekako mi to ni bil nek dolgoročen cilj. Sem pa še vedno hotel odkriti neko svojo pot, ki bi me preživljala pa veselila, zato sem vedno nekako razmišljal o svojih produktih, ampak to je težko začeti finančno, niti nisem čist iz te stroke in je bilo pač težko začeti, zato je bila ful sreča, da mi je Petra, ki je že bila na vaši oddaji, predstavila Lenko in ekipo z dobrim, ki mi v bistvu omogočajo, da sem začel s temi svojimi produkti. V bistvu smo izbrali pač prvi produkt čičerike in sladoled, malo zato, ker se mi zdi, da imamo sladoled vsi radi in da je tak dober vstopni produkt, ki je primeren za širok krog ljudi. Ja, to, ne, s čim ljudje slišimo sladoled, je že, so ušesa našpičena, to je nekaj dobrega, to je nekaj slastnega, to je nekaj, kar želimo poskusiti. Sicer je očitno potem to povezovanje nekako ključno, ne, v bistvu brez dobro z dobrim, ne bi niti bilo lansiranja tega. Verjetno ne, ali pa teže. Zaenkrat, če ne. Zaenkrat, če Ja, ne. ker če v bistvu lansiraš nek prehranski produkt, potrebuješ kar veliko stvari, ne. Potrebuješ prostor, ki je urejen po HACCP-u, potrebuješ določeno opremo, potem seveda moraš imeti nabavne poti urejene za surovine, potem moraš seveda imeti neki delavce, da ti pomagajo pri tej proizvodnji, ne. In potem seveda je še trg, ne, neka prodajalna, kako boš prišel do kupca. In zdaj seveda, če se vključiš v tako podporno okolje, ki ti to ponuja, v bistvu ni potrebno investirati ne vem koliko dodatnih sredstev za tak poskusni štart, ki seveda lahko zelo, zelo uspešen, ne. Zakaj je bolj uspešen, kot če greš čisto samostojno? Zato, ker ni napačne investicije, ne napačnega zaposlenega, napačnega najetega prostora, napačnega kupljenega stroja, ne. Pravi, ni nekih hodov nazaj, ne, pa spet štartanja. In tukaj mi vidimo res izjemno priložnost v tem sodelovalnem poslovnem modelu, ki seveda, ne bom rekla, da samo skrajšuje čas, ker čas je kljub vsemu v tej tekmi gospodarski včasih ključen, ampak kar je meni zelo pomemben, ohranja našo energijo, ne, da smo mi kot posamezniki manjkrat tepeni, ne, manjkrat razočarani, manjkrat moramo reči, mati mila, zakaj nisem raje prej drugačne. Ja, manj poskusov in napak ampak prej pride lahko do uspeha. In kdo v bistvu vse sodeluje v tej zgodbi z naravnim sladoledom Čika? Ja, zdaj, mi smo takoj na našega sopodjetnika prenesli projekt Hrano ne mečemo stran. Jaz smo rekli, no zdaj pa, če želiš, da ti mi tako pravilno pomagamo, boš ti nam pomagal nazaj. Se pravi, smo ta produkt... Roko umije! Logično. Pač druga valuta, ne. Ni evro, ne laufa evro, ampak druge stvari. No in je tako, da taj to
ta produkt je del tega projekta Hrane ne mečemo stran, ne, ki je usmerjen v to, da se neka stvar pele produkcijsko in se ob tem ne povzroča dodatne odpadke. Ne. Tako da taj povej glede. Ja, v bistvu sem pri proizvodnji sladoleda ostanejo neki stranski produkti iz čičerike, ki sem ga potem uporabil v receptu za neke vrste falafel kroglice, rečemo temu, ki bi lahko uporabili ali kot v neki ponudbi dobro z dobrim ali pa mogoče nekim zainteresiranim gostincem za širjenje neke svoje ponudbe. Ja, ker ideja je ta, da v bistvu rastlinska hrana, se pravi tudi iz stročnic, mora prinesti istočasno možnost hitre priprave mogoče tudi na delovnem mestu, tudi možnost nekih polizdelkov, zato da v bistvu neka gostilna restauracija nima toliko predpriprave, ker nima mogoče dovolj svojega kadra. Prav naše roke, pridne roke, preko tega polizdelka pridejo lahko vmes do neke gostilne in potem do krožnika gosta. In tukaj seveda mi trdimo, da v tem sodelovalnem modelu potem, se tudi odpadki ne povzročajo. Ker če mi na nekem večjem kosu, ne vem, delamo to čičeriki sladoled, imamo ta ostanek in naredimo te polizdelke, kroglice, ki bo potem seveda, ne vem, 10 gostiln stregel v svoji ponudbi, bo seveda na koncu koncev nek gost, ki bo hotel striktno rastlinsko hrano, dobil boljšo ponudbo, bolj svežo, bolj kvalitetno, kot če bo to v bistvu vsaka kuhna pripravljala sama. Da ne govorimo o tistih, kateri ne smejo določene hrane jesti. Zakaj? Zato, ker če je nekdo alergičen na neko stvar, bo nek tak polizdelek mu prišel zelo prav, ker je težko raznoliko jesti, če imaš kakšne omejitve pri hrani. Fenomenalno. Hvala za enkrat oba. Mi se bomo za nekaj časa poslovili v oglase, po oglasih pa nadaljujemo s tole odlično krožno zgodbo. Dobro z dobrim, po oglasih se gledamo. Smo že nazaj in jaz v rokah držim pravi zaklad. To je ta rastlinski sladoled Čika in z nami še vedno Alenka Puh in Taj Klar, ki nam predstavljata novo krožno zgodbo o tem sladoledu. In jaz lahko rečem, da je že tudi sama embalaža zelo zanimiva, takole, ko dobim v roke tale sladoled. Kakšna embalaža v bistvu je to? To je v bistvu biorazgradljiva embalaža, predvsem za kakšne dni, ki je zelo vroče, ali pa če bo nekdo vzel sladoled za kakšno daljšo pot, da zdrži, tako da ja. In v bistvu to se potem da, to je biorazgradljivo, se pravi, se da to v bioodpadke ali kako? Ja, kompostabilno je. Ja, kompostabilno žal pomeni tako, da ne vržeš to na domači kompost, ker se tam ne razvije dovolj visoka temperatura, vendar v biološke odpadke, ki gre potem v te skupne kompostarne. Je pa res, da mi bomo iz te embalaže, tam, ko bodo ljudje hodili sami dvigovati, pa tudi vračati, bomo v bistvu razvili naprej, kako bi se dali to tako zdrobiti in uporabiti na neki visoki gredi oziroma na nekem pa domačem vrtu, ker to je v bistvu neke vrste nek naraven stiropor. Ja, vse je tak občutek, ja. Tako, v bistvu bi ga lahko komot pa zamenjali, če ne bi gor pisali. In seveda je potreben za to, da sladoled lahko peljemo oziroma kupimo za domov. Take away v navadni stekleni skodelici ne bi prišel kot sladoled domov, ampak kot mogoče nek napitek. Kot kakšna krema. Kar bi bilo tudi dobro, ampak ne bi bil pa sladoled. Tako da zdaj v bistvu v tem štartu se ta sladoled zdaj ponuja že na večjih točkah. V Mostah na tržnici, tam, kjer je stojnica Dobro z dobrim, se ga lahko naroči in pride dvigan za domov. In tudi, če boste prišli tja, vam bodo tudi v vašo embalažo, če boste svojo zapakirali. Potem v kratkem pa tudi v učilni okusov na glavni tržnici in na Gornjem trgu v naši povezovalnici. Računamo na to, da bi se čim več prvih jedcev javili in testirali sladoled z nakupom, z namenom, tudi za kakšne domače zabave, za rojstne dneve.
Tako da smo pripravljeni v okolici pa Ljubljane in po naši pa zeleni oskrbi tudi pripeljati na dom. Veseli bomo čim bolj takih inovativnih kupcev, ker nakup z namenom ima tudi to odgovornost, da s tem, ko kupuješ, tudi podpiraš, Glasuješ, ne? Tako glasuješ in da se ta startup, ta zgodba razvije naprej. Ne? Da bo taj imel prej, preden bo star 30 let, kakšno zelo uspešno svoje podjetje. Ne? Ja, na to upamo, na to računamo. Kakšna je zgodba za tem sladoledom? V bistvu za tem sladoledom pa celo mojo idejo raznih produktov iz čičerike se je razvila iz potovanja po Siciliji, kjer sem jedel njihove tradicionalne čičerikine cvrtke, panele. Potem sem prišel domov, sem pač rekreiral recept, sem velikokrat probal, sem šel kupiti čičerikino moko, potem sem pa nekako opažal, kaj vse se da narediti iz čičerikine moke, v bistvu, kaj vse lahko nadomešča. Sem uporabljal velikokrat kot nek nadomestek jajc, kasneje pa tudi kot nek mlečni nadomestek. In iz tega v bistvu razvil nekaj že prototipnih mlečnih nadomestkov, ampak kot sem rekel, sladoled se mi je zdel najbolj zanimiv za začetek. Sprva sem sprobal na sladolednih mašinah za domačo uporabo, kasneje pa v bistvu sem imel srečo, da je kolega iz restauracije Olga ravno začel s prodajo sladoleda in mi omogočil, da sem tam sprobal na profesionalnem aparatu. Kaj bi brez prijateljev, a? Tako. Potem pa smo bili vsi zelo presenečeni, kaj je prišlo ven, čeprav je prvi sladoled še rabil nekaj dela, ampak sem se takrat odločil, da je to, da bom probal ta produkt pripeljati do neke prodaje. In v bistvu, koliko okusov tega sladoleda pa je že? Ali je zaenkrat samo en okus ali... Mislim, zdaj v razvojni fazi sem se igral z veliko okusi, ampak je malo odvisno, ker je to čisto iz naravnih sestavin. Probam čim manj dodatkov dajati, da je odvisno od vsakega okusa in zakonitosti, kako se obnaša. Tako da zaenkrat tudi zaradi lokacije bojo verjetno naenkrat v ponudbi 3, ampak kot boste videli, se bomo odprli tale sladoled, jih je v probi bilo že veliko več. Kateri 3 pa bodo tisti, ki... Do zdaj se je najbolj izkazala malina, arašid pa domača limona. Zanimivo. Malina, arašid in domača limona. Kaj imamo pa tukaj notri? Saj mogoče pa zdaj lahko že kar odpremo. Mislim, da rabimo odpreti, ker sem že malo pozabil. Ne tam, nekam višji gor. Višji. Tlele. Nekje? Tlele. Tle. No, jaz sem štorasna. Dajta vidva, da bom jaz to zdaj. No, se v bistvu se zelo preprosto odpre. Tle imamo limono. V bistvu izgleda precej take barve, ampak tle je v bistvu samo dodana kurkuma za barvo, torej čisto naravno. Malina, čisto naravna barva, okus mača, lešnik in pa arašid. Mača, no to pa mislim, da bom jaz poskusila predvsem mača, ker imam rada mača čaj, tako da verjamem, da mi bo tudi sladoled povšeči. Tale je kar močna, tako da. Kaj pa so vaše želje za prihodnost tega sladoleda? Kaj bi radi, da... Kaj so vaše želje? Moje želje, da bi imel neko dobro lokacijo, ki me je preživljala, mogoče sicer do tja rabimo še nekaj, da razvijemo produkt do te mere, da bi lahko šlo tudi v kakšne trgovine, predvsem kakšne manjše butične trgovine. To so glavni cilji. Potem pa seveda še razvoj drugih produktov v liniji čika, recimo rastlinsko maslo in kakšni jogurti in tako dalje. Odkot pa ideja za ime čika v resnici? To sem malo... Ola čika? Ja, tudi tako nekako. Ne, hotel sem neko kratko ime, ki je spevno, hitro, pa da v bistvu prepoznavno, tudi da se lahko uporabi grafično, zato tudi ni s čajem, je pač malo angleška verzija tega, da je tudi razumljivo, ne vem, mogoče tujcem in tako. Pa zelo pomembno je to, da je taj prišel, je šel po tej klasični poti
razvoja podjetnika, ne, v razne, zdaj, ki je bila COVID zadeva, ne, te webinarje, ne, ker te seveda te mentori skozi, ne, da moraš oblikovati blagovno znamko, da moraš dati ime, ki bo tako, ki te ne bo omejevalo in tako naprej. Ne. Tako da je v bistvu zanimivo, da preden je bil tako rekoč sladoled razvit, ne, je bilo že ime določeno. Ne, da v bistvu ta podjetniški razvoj, ne, vedno nekako izhaja iz potrebe na trgu, pa slišnosti, ne, se pravi tega marketinga, ne, in potem pride v bistvu do produkta. Ne. Da produkt sam po sebi že kaže neko tržno raziskavo. Že v bistvu, ne, ker če bi ti sam v zaprtem prostoru nekaj razvil, podvršil pa ven, pa sploh ne bi se zapomnil, niti hotel jesti, niti nič. Ne. Tukaj ta inovativnost podjetniška boljša kot neka čista tehnična. Ne. Bolj je mi temu rečemo sprememba, ki po meri človeka, ki je človek potem z lahkoto oziroma lažje vzame za svojo. Ne. Moram pa povedati, da ima Taj še eno veliko nalogo. Ne. V prihodnje, zdaj mi smo že naredili sladico iz fižolove moke, ne, ker smo pa fižolčkova pot. Ja. Kako se že reče tem piškotom francoski? Makroni. Makrone, ne, so čudoviti, ampak mi želimo tudi fižolov sladoled. Seveda, tako da zdaj stroj je kupljen, industrijski stroj imamo v naši T-Cofactory, v tem našem skupnostnem proizvodnem prostoru. Ne. In ste mu rekli, zdaj pa prosim še... Tako, letošnjo sezono ga pustimo pri miru, da čim več posla naredi, prometa, ker je pač poletje tukaj, čez zimo, ne, pa pričakujemo, da bo imel nekaj časa, da bo tudi na tem področju mal razvil, kreiral. Ne, ker ta čičerika, sicer Avstrijci jo že pridelujejo, tudi mi se bomo v kmetijstvu potrudili, da bomo imeli slovensko. Ampak fižol je še zmeraj bolj naš. Ja. Zdaj te podnebne spremembe, mogoče tako, da so mogli zmeniti, da tam, ko zdaj čičeriko predelujejo, bojo začeli fižol predelovati, ne, mi pa čičeriko, če se bo tako spreminjali hitro. Ampak realno tehnologija pridelave fižola nam je le Slovencem bližji kot čičerike. Ne. Taj, že imate idejo, kako se boste tega lotili? Je precej drugačen koncept ali je podobno? Mislim, da ne. Mogoče samo neko pravo vrsto fižola najdati. Jaz sem nekako tle začel, tako da zaenkrat trenutno ne bom spreminjal, ampak ja, sigurno pa je plan, da bi probali tudi iz fižola. Ja. Moram reči eno zanimivo stvar, kaj pomeni krožna zgodba tako celostno. Ne. Zdaj, ker smo 20 čisto različnih generacij tle v studiu, ne. V bistvu te krožne zgodbe se rojevajo realno takrat, ko se človek rodi. Oziroma lahko že malo prej. Ne. Recimo, moja mama je v življenju skrižala 4 sorte fižola kot znanstvenica. Ne. In jaz sem kot otrok mogla fižol vedno prebirati in zapisovati rezultate, da je ona te svoje brezmične... Fižol vas spremlja od nekdaj. In v bistvu potem ob vseh oddanih razpisih je edina ta fižolčkova pot prišla čez vse tiste komisije. Ne. Tako, da bi nekdo rekel, punca, spomnim se, kaj si se naučila, ko si bila kot otrok. Ne. In ta fokus, ne, oziroma ta neko poslanstvo, ki ga imaš v sebi, ne, je tisto, ki ga ne smeš preslišati. Ne, in tukaj se mi zdi, da je v tej zgodbi, ne, tudi tega sodelovanja, ne, to, da se lahko podpiramo, ker imamo v bistvu vsak svoje poslanstvo. Jaz se ne bom vtikvala v Tajevo delo, ne, seveda, če bo zadovoljil tisto, kar moram jaz narediti za spomin na delo svojih staršev, ne? Ker če spoštujemo, kar so naredili naši predniki, ne, smo tudi vredni neke prihodnosti. Ne? In seveda iz tega spoštovanja nam ni treba biti neki nakladač, ne? Ampak lahko tiste stvari enostavno konstruktivno uporabimo za naprej. Ne? In se mi zdi tukaj ta simbolika tudi preko moje današnje obleke. Namreč jaz sem oblečena v krožno zgodbo, ki smo jo že predstavili. Anselma, ker takrat, ko je bilo v studiu, oziroma ko ste bili tam na snemanju, na terenu, je bilo preveč mogoče tako pisano prikazano, da neka gospa srednjih let, ne. Ja, Luka je imel nek kimono oblečen, se spomnim. Tako, ja, da ne bi šel nekdo se tudi obleč takole bolj umirjeno, ne. Pa tudi maska, ne, je del... Maska je tudi krožna zgodba, ne, in seveda ta nakup z namenom, ne. Moramo v bistvu mi tudi živeti kot vsak zase, se pravi nekdo, ki si želi
neko podporo ali pa da bomo pomagali, da bo on svoje poslanstvo pa naredil, naj se obrne okrog sebe in vidi, komu lahko on s svojim nakupom ali pa s svojim pristopom to. In zdaj 1.7. odpiramo ponovno našo povezovalnico na Gornjem trgu, kjer bo tudi se sladoled Čika lahko poskusil, kjer bojo lokalni vodniki začenjali tudi brezplačne ture po Ljubljani in seveda takrat imate priliko Ljubljančani, širša okolica, pridete v stik z nami, ne, tako konstruktivno, da boste lahko več stvari v enem dnevu opravili. Od tega, da boste lahko videli naše krožne zgodbe, lahko boste šli na ogled Ljubljane z lokalnim vodnikom, ki ga financira država. Boste lahko tudi povedali svojo kakšno idejo, dobili kakšno podporo zase. V glavnem, pa ob tem še računamo, da boste lahko kupili zelo poceni lončnico. Lončnico? Dobili smo klic, da nam ena četličarna podarja za ta nov pa zagon povezovalnice, mislim, da 5000 lončnic. Wow. Tako da bo nakup z namenom, da boste prišli tja ali pa tudi poklicali, naročili, tudi dostavili bomo tudi 100 lončnic, če boste hoteli. Okvirna donacija za eno lončnico bo €1,50. Wow. Se pravi, ni da ni in vse je v bistvu dostopno tudi po dostopnih cenah. Tako. Ampak s tem €1,50 boste pač prispevali, da bomo pokrili določene stroške, da bomo lahko podprli več sopodjetnikov. Zato, ker enostavno ta način financiranja teh krožnih zgodb in tega sodelovalnega modela je na ta način bistveno bolj neodvisno. Ne? Ker če ti v bistvu pustiš, da te nek investitor 100% podpre, si od njega preveč odvisen. Bolj, ko si to razpršeno, bolj je ta svoboda. Podjetnik pa nujno rabi svobodo. Se strinjate, da lahko kreativno svoje ideje razvijate in uveljavljate svojo voljo, ki je sploh prinesla do tega, da se je vse skupaj začelo. Hvala vama za predstavitev še ene odlične in verjamem, da tudi slastne krožne zgodbe. In 1. julija pa vsi v povezovalnico, ne? Oziroma od 1. julija naprej. Po sladoled, po lončnice, po maske, po karkoli. Hvala vama za obisk in se gledamo ponovno z dobrim naslednji teden. Uživajte. Hvala, enako. Mi pa gremo zdaj v oglase, po oglasih pa bomo šli na dobre Plečnikove Žale spijo. Se gledamo.